da bi vas lahko pozdravil v imenu Društva študentov zgodovine Niša Maribor in izrazil veliko zadovoljstvo, da se nas je kljub bojazni, da bo ta predavalnica lahko prazna, spravila v tolikem številu. Profesor Maverja, verjetno že vsi poznate, zato podrobnejša predstavitev ne bo potrebna, temu bi pa mogoče v nekaj kratkih črtah predstavil življenjsko pot. Pomembnejše stvari, da bom vsem poznali. Profesor je zelo kratek, bom. Profesor Maver je docenica antično zgodovino na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, po izobrazbi diplomirani latinist, slovenist in teolog. Poleg prej omenjenih smeri pa poučuje tudi na teološki fakulteti Univerze v Mariboru. Sedaj pri svojih rosnih letih, 35 šteje natančneje, se profesor Maver že lahko pohvali za zares bravurozno bibliografijo. Spletni portal kopis.signa našteje, mislim, da kar 179 v opisu. Samo da je to še nekaj. Aha, tem jih je nekoliko. Od katerih najbolj v oči bode znanstvena monografija, v bistvu razširjena doktorska disertacija Religiosi et profani principes, rimski cesarji od Augusta do Teodozija v rimskem krščanskem zgodovinopisju, ter zadnja sveža, mogoče ne povsem sveža monografija od apologije do zgodovine. Poleg tega je profesor Maver angažiran družbeni kritik, zelo prodoren političen analitik. Njegove članke boste zasledili v vseh odmevnejših časopisih po Sloveniji, in sicer tudi spletnih portalih. Pogosto objavljam Delo, tudi Večer je objavil pred, mislim, da 2 tednoma. Torej, Večer. Vse je tudi dvom, malo, ampak mogoče bi res počal. Ja, torej, objavljam na znanstvene portale lahko v Sloveniji in obenem se lahko poleg že omenjenih monografij lahko pohvali tudi za zajetnim številom znanstvenih člankov. Poleg tega pa, poleg že omenjenih vrlin, pa ga poznamo še po nečem, namreč goji veliko ljubezen do Ukrajine in prav z tega vidika se bomo danes povedali njegovo predavanje z zelo vznemirljivim naslovom Ukrajinska sestavljanka in na kratko pogledali, kaj je pripeljalo do zadnjih 10 let vse bolj stopnjujoče se krize v tej vzhodnoevropski državi. Hvala. Jaz se zahvaljujem gospodu Davidu za svoje bibliografij. Bil je zelo natančen, povedal tudi vas, česa še samo nisem vedel. Torej, ja, moram reči, da še nikoli nisem bil tako vesel vabilen na kako predavanje, kot ravno ideje Iše, da bi predaval o Ukrajini. Razlogi so racionalni in so tudi iracionalni, kajti res je, da do te države, v kateri sicer še nikoli nisem bil, gojim posebno naklonjenost. Po drugi strani pa je trenutno dogajanje v Ukrajini zanimivo, vsaj še iz 2 drugih splošnejših vidikov. Najprej je ukrajinska kriza in to, kar se dogaja, živ dokaz, kako koristno in potrebno je, da človek študira zgodovino, kajti če ne poznaš zgodovine Ukrajine, potem ti tudi današnja poročila v medijih niso niti malo jasne. Se pravi, ukrajinska kriza je živi dokaz, da se študij zgodovine splača.
Potem je pa zgodba Ukrajine zanimiva tudi zaradi tega, ker je šolski primer nastajanja naroda in vseh porodnih bolečin, ki se ob tem pojavljajo. In ker je to dogajanje, ki se nam, Slovencem, sicer zdi že precej oddaljeno, mi se seveda imamo za odrasel narod, z dolgo zgodovino, gre pa vseeno za neko dogajanje, ki v slovenskem primeru ni oddaljeno veliko več kot 100 let, oziroma si upam, da je na nekaterih delih slovenskega etničnega ozemlja, kot je recimo na avstrijskem Koroškem, ni zaključeno ali pa ni bilo zaključeno in je zaradi tega ukrajinski primer in zgled zelo poučen. No, kot je že gospod David nakazal, upravičeno seveda, mislim, tudi že sam povedal, sem ukrajinofil, deklarirani in zapriseženi. In tu bi se pravzaprav predavanje lahko tudi končalo, zato ker se bo vsakdo med vami upravičeno vprašal za tisti, ki ste moji prijatelji na Facebooku, da veste, na sreče pa se bolj malo od tukaj navzočih. Torej, seveda se boste potem vprašali, zakaj nam bo pa ta naklada v Ukrajini, če je tako ali tako pristranski. Ja, res je, objektivne slike od mene ne boste dobili. Ampak tu se seveda človek mora vprašati, ali je možna sploh objektivna slika v zgodovinopisju, dokler zgodovinopisje ustvarjajo ljudje. In tisto, kar vam lahko obljubim, je, da ne bom zamolčal nič od tega, kar vem, pa ne gre v tisto mojo idealno sliko Ukrajine. In mislim, da je to največ, kar lahko zgodovinar naredi. V izogib nesporazumom pa bi na začetku rad podal 3 temeljne točke, oziroma 3 temeljna izhodišča, ki, če bi bila drugačna, potem je celotna zgodba drugačna. Prvo izhodišče je, da po mojem mnenju ni nobenega dvoma, da je ukrajinski narod posebni narod, da to ni del kakršnega koli večjega naroda, ni del ruskega naroda in ni del, to bi sicer bilo aktualno v svoji polovici 20. leta, še del večjega poljskega naroda. To je prvo izhodišče. Drugo izhodišče je s tem povezano, po mojem mnenju je ukrajinski jezik samostojen jezik, popolnoma razvit jezik in ni samo, tako kot pravi moj prijatelj, s katerim naj bi celo poleti šla v Kijev, razmerje med ruščino in ukrajinščino tako, kot je med knjižnim slovenskim jezikom in pa koroškim narečjem. Se pravi, ukrajinščina je samostojen jezik, po mojem mnenju, in Ukrajinci so samostojen narod. Se pravi, Ukrajina ni po naravi del Rusije. In Rusija nima do Ukrajine nobenih posebnih pravic. Kot se sicer tudi resni zgodovinarji, pa resni družbeni analitiki v teh dneh trdijo. Med drugim je s takim stališčem pred nekaj časa presenetil legendarni nemški kancler Helmut Schmidt, da pravzaprav ne moremo govoriti o tem, da so Ukrajinci narod in to je pravzaprav zgodovinsko Ukrajina, je zgodovinsko Rusija. Če bi torej porušili ti 2 izhodišči mojega izvajanja, potem bi seveda bili rezultati popolnoma drugačni. In pa tretje splošno izhodišče je, da ko govorimo o narodu, je to pojav, ki je v bistvu stvar 19.
in 20. stoletja. Se pravi, narod ni stvar obdobja Kijevske Rusije in 10. stoletja, niti ni stvar Poljsko-Litovske unije iz 16. stoletja, celo ni še stvar 18. stoletja, ampak narodi v današnjem smislu se pojavijo, po mojem mnenju, v 19. stoletju. Prvi, po francoski revoluciji, Ukrajinci pa so primer naroda, ki je pravzaprav bolj stvar začetka 20. kot konca 19. stoletja. In imamo recimo sosednje Beloruse, ki po mojem mnenju do danes niso zaključili oblikovanja v narod. Iz tega bi izhajal in bi vam torej predstavil ukrajinsko sestavljanko v tem smislu, da bi najprej spregovoril o zgodovinskih temeljih današnje nenavadne slike, te velike, še vedno največje, samo v Evropi ležeče države, čeprav potem, ko je bil amputiran Krim, kar je pač dejstvo, je padla pod 600.000 kvadratnih kilometrov, na nekaj več kot 580.000 kvadratnih kilometrov, še vedno pa ima kakšnih 30.000 kvadratnih kilometrov več kot naslednja samo evropska država, to je Francija. Spravi, še vedno je to največja evropska država, ki pa niti slučajno ni iz enega šiba. In bi vam predstavil, kako so se posamezni pazli v to sestavljanko čas tudi naključno sestavili, potem pa bi na hitro naredil še pregled sodobne politične zgodovine Ukrajine po osamosvojitvi oziroma po nastanku samostojne države decembra leta 1991. In če bo interes, bomo še kakšne tako sodobno od trenutni ukrajinski krizi, bomo predstavili kronologijo, kot jaz vidim, samo se pa zavedam, da sem pač globoko pristranski in če je potem tu Ukrajinofilija vseeno zamegli in razum. Torej, Ukrajino poznamo seveda po njenih barvah, ki so enake kot barve nekdanje Vojvodine Krajinske, modro-rumena, in pa po njenem državnem simbolu, to je trizob, ki naj bi bil simbol svetega Volodimirja, kot mu pravijo Ukrajinci, oziroma svetega Vladimirja, kot mu pravijo Rusi. To je tisti knez, veliki knez Kijeva, ki je leta 988 poskrbel za to, da je njegova država, dežela, sprejela krščanstvo. Sprejela ga je v bizantinski obliki in sicer legenda pripoveduje, da je Volodimir poslal od poslance k Judom, katoličanom in pa k predstavnikom kristjanov bizantinskega obreda in so ti padli pri bizantinskem obredu v trans in so rekli, da so se tam počutili, kot da bi bili že v nebesi. Če se tu zgoraj potem še dva znana Ukrajinca, en je Bogdan Hmelnicki, ki ga Ukrajinci imajo za nekakšnega founding fatherja svojega naroda, čeprav pa še v obdobje, ko narodov po sodobni definiciji še ni bilo, 17. stoletje. Po drugi strani pa je seveda dejstvo, da je ta možakar tudi najbolj kriv, da so pristali pod ruskim jarmom, ker je med dvema slabima izbirama med polsko in rusko varianto za rusko. Najprej tu Sergej Bubka, najbolj znani ukrajinski športnik iz moje mladosti, iz vaše je verjetno bolj Andrij Ševčenko, fuzbaler. Sergej Bubka je bil dolgo rekorderstnik, tako kot smo sledili rekorda v skoku s palico, ki pa je bil nedavno presežen. Je pa predsednik
Ukrajinskega olimpijskega komiteja in tudi predsednik odbora, ki si prizadeva, da bi ukrajinsko mesto Lviv dobilo zimsko olimpijskega leta 2022, pa je malo verjetno, da je enačno skupaj. Dobro. No, se pravi, Ukrajina nikakor ni šita iz enega kosa, ampak so se v zgodovini do 1291 tako rekoč vanjo zlepile kot pazli različne med seboj precej raznolike sestavine. Veliko verjetno, če kaj spremljate poročila, slišite o temeljni črti, ki loči Ukrajino, in ta ločnica ni med severom in jugom, ampak med vzhodom in zahodom. Simbolna meja med obema deloma je sveta ukrajinska reka, najpomembnejša ukrajinska reka, ki jo imenujemo tudi v Sloveniji na splošno z ruskim imenom Dnieper, Ukrajinci pa je pravijo Dnipro, in to je usodna zgodovinska meja v Ukrajini, ki pa ni edina. Če pogledamo, kako danes zgleda zemljevid Ukrajine, potem si je treba pogledati najprej zemljevid jezikovne pripadnosti Ukrajincev, in to, kar je zeleno, naj bi bilo ukrajinsko, to, kar je rdeče, naj bi bilo rusko. Se pravi, vidite, Dnieper in praktično povsod vzhodno od Dniepra se prevladuje ruski jezik. To so podatki uradnega opisa. Dejansko lahko domnevamo, da rusko govori v Ukrajini še veliko več ljudi in ukrajinsko govori v Ukrajini manj ljudi. Ko vidite, po uradnih podatkih naj bi v Kijevu govorilo ukrajinsko rusko 30% ljudi, dejansko pa je Kijev rusko govoreče mesto. In to je tisto, kjer slovenska pamet že odpove. Za Slovence je samoumevno, da če je nekdo Slovenec, potem govori slovensko. To sicer ravno na mejnih območjih ne velja, pa ne velja več, ker imate na Koroškem veliko ljudi, ki zelo slabo znajo slovensko, pa se imajo za Slovence. In po drugi strani imate v Zilski dolini ljudi, ki še vedno govorijo slovensko, so pa po svojem kulturno-političnem prepričanju nemški nacionalisti. Nekaj takega je seveda v veliko večjem obsegu značilno za Ukrajino, ki tako razpade na 3 temeljne dele. Prvi del je v bistvu zelo majhen in obsega, recimo, ta kos na skrajnem zahodu. Recimo, da zgodovinske regije vzhodna Galicija, Zakarpatje, Bukovina, Volinija in pogojno še Podilja oziroma Podolje. Spravi, celo ne več Ukrajine na desnem bregu Dniepra.
Tukaj ljudje večinoma govorijo ukrajinsko in se imajo tudi za Ukrajince. K temu prispeva tudi njihova verska pripadnost, ker so na tem skrajnem zahodnem delu, se pravi v vzhodni Galiciji, v Zakarpatju in v Bukovini, po veri tako imenovani grko-katoliki ali unijati. To so v bistvu tisti pravoslavci, ki so leta 1596 iz različnih razlogov priznali vrhovno oblast rimskega škofa papeža in ostali zaradi političnih razlogov temu do danes zvesti. In tu je pravzaprav jedro ukrajinske narodne zavesti, pri čemer je pa seveda zgodovinska ironija, da v glavnem mestu tega dela Ukrajine, to je tudi glavno mesto vzhodne Galicije, Lviv, ali polsko in rusko Lvov, ali nemško Lemberg, vse ta imena boste srečali. Mogoče tudi v povezavi z začetkom Prve svetovne vojne, ker je ravno v Galiciji potekala fronta, na kateri se je borilo največ Slovencev v prvih vojnih mesecih do odprtja Soške fronte. Da v tem mestu pravzaprav je pred vojno živelo samo 10% Ukrajincev. Večino prebivalstva pa so predstavljali Poljaki in Judje. Potem je pa seveda prišla Druga svetovna vojna, ki je karte temeljito premešala in Lviv je danes nesporno center ukrajinstva, se pravi na skrajnem zahodu. Ruska interpretacija te zahodne Ukrajine je preprosta. To so pokojeni fašisti, ki so vsi po vrsti, ko je prišel Dolfe, takoj poskakali v njegov objem in se do danes niso čisto nič spremenili. Se pravi, če vidijo Žida, mu bojo prerezali vrat. Če vidijo Rusa, mu bojo prerezali vrat. Na njih se ne moreš čisto nič zanesti. To je ta skrajni zahod Ukrajine. Potem je pa Volinija, kjer ravno tako govorijo ukrajinsko in se imajo za Ukrajince, ampak so po veri vseeno ostali pravoslavci. To pa zaradi tega, ker niso bili tako dolgo pod oblastjo katoliških držav, kot da skrajni zahodni del, torej vzhodna Galicija, Zakarpatje in Bukovina. No, potem pa pridemo na Ukrajino na desnem bregu in Ukrajino na levem bregu Dnepra. Ta delitev temelji ravno na akciji že prikazanega in omenjenega ukrajinskega narodnega junaka Bogdana Hmelnickega. Poljaki seveda pravijo, da je bil po rodu itak Poljak, pa če že je bila Ukrajinka njegova mati, to je ponavadi tako, kot tudi Lajos Šporšnik je bil Slovak in tako dalje, pa vsi pionirji filmskega narodnega gibanja so bili Švedi in tudi tako dalje, pa cel kup slovenskih poslancev v državnem zboru, najglasnejši, recimo Michael Herman je bil Nemec, to so pač znane te zgodbice, in tako tudi Hmelnicki, torej se upre polsko-litovski državi in v leta 1667 si Ukrajina razdelita Poljska in Rusija. In tisto, kar je na desnem bregu Dnepra, ostane pod Poljsko, tisto, kar je na levem bregu Dnepra, pride pod Rusijo, pred Kijevom, glavnim mestom Ukrajine, čez katerega pa teče reka Dnepr in ga deli. V obeh teh delih ljudje večinoma govorijo rusko. Se pravi, če je kdo doma, recimo iz Vinicije,
je njegov materni jezik skoraj gotovo ruščina. Ampak v obeh teh delih se kljub temu skoraj vsi imajo za Ukrajince. In pripadajo pravoslavni veri, toda ne priznavajo moskovskega patriarha, ampak imajo svojega patriarha s sedežem v Kijevu. Potem pa ostanejo zunaj tega veliki deli, ki so pa zdaj jedro pravzaprav težav, tam se dogajajo poročila, to je pa južna Ukrajina, Donbas in pa svobodna Ukrajina na severovzhodu. To je pa in ta en manjši del, kamor spadata Dnipropetrovsk in Zaporižje oziroma Zaporožje, je bil ravno tako včasih del Poljske in potem prišel pod Rusijo. Večji del pa je spadal vse do konca 18. stoletja v turško državo ali pa od nje odvisne ali pa z njo povezane tvorbe, kot je bil Kanat krimskih Tatarov, in je prišel v sklop ruskega carstva šele konec 18. stoletja v času vladanja Katarine Velike. Se pravi, ta del nikoli, ne Odesa, ne Mikolaj, ne Herson, ne Donetsk, ne Luhansk, ne Krim, nikoli ni spadal v okvir poljsko-litovske države. Tukaj sicer so potem Rusi, ker je to območje zelo redko naseljeno, večinoma naseljevali kmete, ki so govorili ukrajinska narečja, ampak nikoli pravzaprav niso bili kaj posebej povezani z ostalimi deli Ukrajine. In to se seveda danes zelo pozna. Potem je tudi Krim, ima pa itak posebno zgodbo, se pravi, tudi prišel v sklop Rusije pod Katarino Veliko in postal v sklopu Rusije do leta 1954. Takrat je pa v navalu sovjetskih čustev, ki je bilo itak jasno, da bo bratstvo sovjetskih narodov trajalo od zdaj pa do večnosti in itak se bodo potem na koncu vsi stopili v en velik sovjetski narod. Nikita Hruščov, ki je bil sicer po rodu Rus, ampak je naredil svojo kariero kot šef Ukrajinske komunistične partije, se odločil, da bo Krim preprosto podaril Ukrajini, na katero sicer zemljepisno lepo paše, ampak seveda problem Krima v Ukrajini je bil, da tam skoraj ni bilo Ukrajincev, ampak so takrat v času, ko je postal del Ukrajine, tam živeli Rusi. V bistvu so najstarejši od današnjih prebivalcev Krima seveda krimski Tatari, ki pa jih je dobri striček Joe med drugo svetovno vojno potencialne Dolfejeve prijatelje nagnal iz njihovih domačih ognjišč, tako kot je naredil z veliko drugimi sovjetskimi etničnimi skupnostmi, Latvicov, Estoncev, Litovcev, Nemcev, Čerkezov in tako dalje, tako nagnal tja, kjer niso mogli da škode, enako tudi naredil s krimskimi Tatari. In Tatari so se začeli vračati šele po tistem, ko je Ukrajina postala samostojna.
Če torej to zdaj povzamem, bistvena ločnica v Ukrajini je med tistimi deli, ki so kdaj spadali v sklop velike poljsko-litovske države in med tistimi, ki nikoli niso spadali tja. Ta meja se ne ujema čisto z mejo na Dnjepru, ampak je nekdanji poljski del segal dolgo časa tudi čez Dnjepr. Zato lahko razloge za te današnje razlike iščemo pač preprosto v pripadnosti ali samo ruskemu carstvu, ali pa je kak del Ukrajine, oziroma večji del Ukrajine, spadal že prej pod poljsko-litovsko državo. Seveda tako ruska kot ukrajinska nacionalna mitologija gre v zgodovini bistveno dlje. Za vojne so že Poljaki okupatorji, jasno, in uničevalci prvotne ukrajinskosti ali ruskosti, s tem, da se interpretacija pač malo razlikuje. Ruska je, na začetku je obstajala velika Rusija, ki je imela svoj sedež v Kijevu, ki je mati vseh ruskih mest, in zato je gotovo najbolj mokre sanje Vladimirja Vladimiroviča Putina v tem trenutku so, da svojimi tanki pride v to mater ruskih mest in spet priključi Rusiji. Seveda težava tega dela Ukrajine je enaka, kot je bila težava Škotske za časa Edvarda I. dolgokratega, kar je izrazil z besedami, težava Škotske je, da je polna Škotov. In težava tega dela Ukrajine je, da je polna Ukrajincev. Torej, ruska razlaga na začetku je bila Kijevska Rusija in vsi so bili prvotno srečni, ker so bili Rusi. Potem pa so prišle udobne zunanje sile in to slogo uničile. In cilj naš mora biti, da ta tri ločena ruska plemena, veliko Ruse, malo Ruse ali Ukrajince in Beloruse spet pripeljamo pod isto streho. Ukrajinska razlaga pa je, ne Kijevska Rusija je bila v bistvu ukrajinska država in ruščina je v bistvu ukrajinščina, Volodimir ni ruski knez, je ukrajinski knez in takrat, ko je bil Kijev že prestolnica, je bila na mestu Moskve samo šuma. In moji ukrajinski prijatelji na Facebooku z veseljem postajo fotke, kjer je prikazano, kaj je bilo v Kijevu leta 1000, kaj je bilo v Moskvi leta 1000. To je na eni strani tista cerkev Svete Sofije, na drugi strani Gozd. In ti potem se govorijo tudi o Rusiji, o Moskovitih. Ampak, tako kot pač jaz mislim, da je med ustoličenjem karantanskih knezov in današnjim časom minilo že toliko časa, da se je kontinuiteta ničkolikokrat prelomila. Moram biti dosledni seveda tudi tega ukrajinskega mita ne morem odkupiti. Pač pa lahko govorimo seveda o tem, da je Kijevska Rusija zajemala relativno veliko ozemlje, da so potem iz tega se počasi oddelile nekatere delne kneževine in večino teh delnih kneževin so si podjarili zadnji pogani v Evropi, to so bili pa Litovci.
torej baltsko ljudstvo Litovcev. In tam se je pravzaprav že začelo tisto, kar je potem značilno za današnjo Ukrajino. Se pravi, Litovci so bili v tej državi glavni, ampak kot jezik je pa pravzaprav prevladal jezik večine podložnikov, torej neka stara ruščina. Zdaj, Belorusi pravijo, da je bila to beloruščina, Ukrajinci pravijo, da je bila to ukrajinščina, gre pa torej za nek vzhodnoslovanski jezik, ki je bil uradni jezik litovskih kneževin. Potem je leta 1486 nastopila kriza na Poljskem, ker je možatim Poljakom grozilo, da jim bo trajno zavladala ženska, kar mogoče ni bil največji problem, da je bila to Smrkla, ki je bila stara 12 let. Ste zelo nadaljeni za glasbo, za umetno zveznik in tako dalje. Zgodba, to je bila Hedvika, ki so jo sicer kronali za kralja Poljske, ni obstajal naziv kraljica Poljske, ampak so bili nesrečni in so jo hoteli turiti prvemu najboljšemu ponudniku, da bi jih rešil ženske pete. No, se zdaj zamislite, da bi Sirsi zavladala, to tudi ni ravno krasna perspektiva, da je skoraj rajši Džofrija. No, in potem so našli primernega ženina v litovskem velikem knezu Jogaili, Poljaki pravijo Jagelo, in obenem so videli v tem trenutku tudi, da ga končno kristjanijo in z njim najzadnje pogansko ljudstvo v Evropi. In Jogaili je bilo tako vseeno za poganske bogove, pa tudi za krščanskega boga in se je seveda z veseljem dal krstiti. Bil je star 38 let, Jadviga pa star 12. On je bil Brdaus, ona pa to je umetnička duša. In zato ni čudno, da je preživel za 35 let. Renica je umrla 25 let, potem pa umrl, potem ko si je preživel še 3 druge žene pri 86 letih. Ampak s tem je nastala personalna unija med Litvo in Poljsko in tako je večina današnje Ukrajine, oziroma torej vsa Ukrajina, razen tega jugovzhodnega dela, ki je bilo takrat zelo redko poseljeno, je postala del Poljsko-Litovske unije. Na začetku so bili glavni seveda Litovci, potem pa so začeli vedno bolj prevladovati Poljaki. In Poljaki so že takrat, tako kot danes, bili pač precej goreči v svoji katoliški veri in so bili bolj kot Litovci, ki so bili se tudi katoličani, zagreti za to, da katoliško vero razširijo tudi na svojo okolico in so seveda poskušali širiti tudi Belorusijo. To je imelo delni uspeh, zato ker mogoče, da brez tega, če torej ne bi Poljaki zvili roke delu Ukrajincev in Belorusov in jih prisilili, da so priznali papeža, pustili pa so jim njihove lastne obrede, in to je to, da se ukrajinski duhovniki, tudi če so katoliški, lahko poročajo. Mogoče brez tega sploh ukrajinski narod ne bi nastal. No, Poljsko-Litovska unija je pa seveda unikatna še po eni stvari, namreč to je ena redkih držav v Evropi, ki se je skrčila z milijona kvadratnih kilometrov na čisto ničlo. Kajti 1995 je Poljsko-Litovska država izginila z obličja zemlje. Zakaj ta fenomen je zelo težko pojasniti? Ker ne zadostuje samo to, da so bili Rusi in pa Avstrijci preprosto močnejši. Verjetno šlo tudi zato, da so se poljski plemiči bali
da bodo izgubili svoje privilegije, ker je začelo ljudstvo preveč dvigati glavo. Zdaj, glavni problem Poljske, Litve, kjer so bile strahotne socialne razlike. Je pa po drugi strani Poljska tudi država, ki se hvali, da ima najstarejše demokratično ustavo v Evropi, ki je bila sprejeta 3. maja 1791, no, 4 leta zatem pa Poland no more. In s tem je tudi celotna Ukrajina in celotna današnja Belorusija prišla pod, celotna Ukrajina, ne celotna Belorusija, pa prišla pod oblast ruskega carja. In tukaj se je potem pojavila bistvena razlika med vsemi ostalimi deli Ukrajine in pa med tem zahodnim koščkom, ki je ostal Avstriji, torej vzhodna Galicija, oziroma zdaj celotno kraljestvo Galicije in Lodomerije, ki je zajemala današnjo vzhodno Poljsko, se pravi, ali malo Poljsko s Krakovom, in pa vzhodno Galicijo, ki je danes v Ukrajini, in pa potem se je temu pridružila še mala Bukovina, ki pa je danes razdeljena med Ukrajino in Romunijo. Medtem ko pa čisto skrajni severo-zahodni košček Zakarpatje nikoli ni spadal niti pod Poljsko, niti pod Rusijo, ker je bil združen v dežele krone svetega Štefana. In zato ima še danes svoje posebnosti. Recimo, tukajšnji prebivalci se velikokrat nimajo za Ukrajince, ampak pravijo, da so Rusini. In tisto, kar mi rečemo v Vojvodini, Ukrajinci so skoraj vsi brez izjeme, se imajo za Rusine. No in seveda, usoda Ukrajincev v Avstriji je bila enako kot usoda Poljakov, se pravi, šlo jim je bistveno bolje kot njihovim vzhodnim bratom. Avstrijci so jim pustili več svobode kot Rusi. Zato se je lahko tukaj pravzaprav začelo oblikovanje v poznem 19. stoletju samostojnega ukrajinskega naroda, ki je potekalo tudi v ukrajinskem jeziku. Medtem ko so pa tudi ukrajinski patrioti, ki so bili pod Rusijo, glavnem morali uporabljati ruski jezik. No, Rusija je pravzaprav tudi izumila pojem ukrajinskega jezika, saj ga je dvakrat prepovedala, leta 1863 in pa leta 1875, ko še nikomu ni prišlo na da bi ga sploh uporabljal v javni komunikaciji. Ampak to seveda ni argument za to, da ukrajinskega jezika ni, ker tudi Slovenci v tako imenovanih višjih govornih položajih še do druge polovice 19. stoletja so bili zelo nerodni v rabi slovenščine. Recimo znano je, da zaznam slovenskega poslanca Ferdinanda Dominkuša, po katerem se imenuje Mariborska Dominkuševa ulica, da je bilo njegovo znanje slovenščine še tam v 1870 za Bog se usmili. Znal je torej nemško. To ne pomeni, da slovenskega jezika ni. Res pa je, da je bil tisti jezik, ki se ga je naučil človek, narečje. In da so se knjižni jeziki, torej, ki so lahko povezali pokrajini med sabo, pojavljali zelo, zelo počasno. In v primeru večine vzhodnoevropskih narodov, dolgo Poljaki so pač izjema, se je to zgodilo šele v 19. stoletju. V slovenskem primeru recimo je taka prelomnica 1848, ko pride do nekega kompromisa med gorenjsko različico jezika, ki ga je napisal še Prešeren, recimo, in pa
med določenimi koroškimi in štajerskimi prvinami. Se pač dogovorijo, da bo knjižni jezik absorbiral tudi nekaj prvin vzhodnih ali pa bolj severnih narečij. V ukrajinskem primeru se to zgodi še bistveno pozneje. No, naslednja prelomnica je potem 1917, ko ruski imperij pod težo Prve svetovne vojne propade in kaj bo zdaj. Takrat na vzhodu prevladujoči Švabi in Avstrijci, ki pa so v bistvu samo bili švabski pudli, Avstrijcem se je mogoče zdelo, da še imajo kaj besede, pa takrat niso imeli več nič, seveda njihov cilj je bil čim šibkejša Rusija. Zato so velikopotezno ustanavljali z mirom v Brest-Litovsku, ki je bil podpisan 3. marca 1918. Leninu pa seveda na tej točki ni šlo za to, da bi se dolgo Švabi ali pa da bi ustvarjal veliko Rusijo, pa je bil prvi cilj jasno temeljita izvedba revolucije in to, da pospravi izredne sovražnike, tega pa ni mogoče, če se vrnem dolgo Švabi. Zato je pristal na ta dokaj ponižujoč mirovni sporazum, ki je med drugim predvideval tudi ustanovitev samostojne države Ukrajine, ki jo je potem de facto priznalo vsaj 20 svetovnih držav. Imamo pravzaprav ukrajinsko državo leta 1918 in takrat pride do podobnega kaosa, kot je zdaj, ker se tepejo, malo bi bolševiki tam vladali, malo menševiki, ki so dejansko na vseh volitvah v Ukrajini dobili večino. Potem bi tu bi radi imeli državo, v kateri bi še naprej so besede, tako kot v stari Rusiji imeli veleposestniki. Večina Ukrajincev je bila po političnem prepričanju najprej socialistov in potem nacionalistov. Nemci sicer potem podpremega hetmana Pavla Skoropadskega, to je starega plemiča, na kar se najbolj uveljavi kot ukrajinski voditelj Semjon Petljura, ampak ta, ki potem sklene pakt s Hudičem, to so pa v tem primeru Poljaki, kajti seveda tudi Poljska je nastala v prvi vrsti kot rezultat nemške politike na vzhodu, torej Poljska je obnovljena in Poljska si seveda želi, da bi ta zahodni del Ukrajine pripadal njej. Petljura, ker vidi, da so mu bolševiki za vratom na to pristane, s tem pa pravzaprav se zameri najbolj nacionalno ozaveščenim Ukrajincem in na koncu se zgodi, da leta 1922 od samostojne ukrajinske države ne ostane nič. Zahodni del spada pod Poljsko, to je ta vzhodna Galicija, večji del Volinije, Brestega, Žitomirja. Bukovina pripada Romuniji, Zakarpatje pripada češko-slovaški oziroma današnjemu slovaškemu delu. Ostalo pokasirajo bolševiki in na tem območju ustanovijo Ukrajinsko-sovjetsko socialistično republiko. Ker je podpora za bolševike in za revolucijo v Ukrajinski sovjetski socialistični republiki blizu ničle, dodajo Ukrajini, pa to nikako ni bilo samoumevno, tudi ta del, skrajni vzhodni del z Donetskom in Luhanskom, ker so mislili, tam je veliko delavstva, tam bomo imeli podporo. In bolševiki naredijo še nekaj drugega. V prvih 10 letih po oktobrski revoluciji
zelo forsirajo ukrajinski jezik in izvajajo tako imenovano politiko ukrajinizacije. Se pravi, takrat ukrajinščina pa zelo prvič v zgodovini cveti in je uradni jezik na vseh nivojih. Potem pa pride striček Joe, ki seveda sam nima niti kaplje ruske krvi in se odloči, da je samo ruščina jezik, ki je vreden pravega Sovjeta in politiko ukrajinizacije zamenja s politiko rusifikacije. In tisto, kar se je komaj malo začelo, ta skromna bilka poganjajoča ukrajinščine naredi ck in na vseh nivojih spet prevlada ruščina. Naredi pa striček žal še nekaj drugega. Seveda, Ukrajina kot žitnica Evrope, zato so bili Švabi tako zainteresirani zame, tako med drugo svetovno vojno, je tudi dežela tako imenovanih kulakov. In kulake je treba uničiti zlepa ali zgrda in zgodi se tako imenovani holodomor, kot pravi Ukrajinci, oziroma gladomor, del katerega pa torej niso glasa med zgodovinarji. Ali je šlo samo za načrtno povzročeno lakoto, kar je bilo usmerjeno proti razrednemu sovražniku, ali pa je imel striček Joe v mislih tudi to, da zdecimira ukrajinski narod, porajajoči se ukrajinski narod. Zdaj seveda ukrajinski nacionalisti pravijo, da je to primer genocida, in ima se tudi z njimi tudi, drugi pravijo, da je boljševike vodila razredna logika. V tem času, vlasti do leta 1933, umre v Ukrajini po zelo konzervativnih ocenah 2,5 milijona ljudi, po bolj krajih bistveno več. Seveda pa sovjetska propaganda krivdo naproti Poljakom, ki naj bi umetno povzročili Ukrajini. Kakorkoli, tudi če ni imel genocidnih namenov, je stričku Joeju uspel ta cilj, če ga ni imel, kajti seveda se je takrat bistveno spremenila tudi demografska slika jugovzhodne Ukrajine in izpraznjena območja so poselili priseljenci z drugih delov Sovjetske zveze, kar je verjetno tudi eden od razlogov današnjih razlik med ostalo Ukrajino in pa tem skrajnim vzhodom, ker tu se pravzaprav ljudje seveda zato se nimajo za Ukrajince, tudi ukrajinsko ne govorijo rusko, ampak je zelo težko reči, da se imajo pa za Ruse. V bistvu bi najboljše rekli, da se imajo za Sovjete. To je pojav, ki je znan tudi iz bivše Jugoslavije, kjer se je zlasti na narodnostno mešanih območjih zelo razpasla pripadnost tako imenovani jugoslovanski naciji. Tipični primer, oziroma največ Jugoslovanov so, kaj mislim, našteli kjer v Jugoslaviji, kateri republiki. Bosni seveda. Bosni in to seveda predvsem v teh velikih industrijskih središčih, kot je bila Tuzla, Zenica, Mostar, tudi Vareš. In podobno je tudi s tem vzhodnim delom Ukrajine. No, in potem ni tako zelo presenetljivo, da Ukrajinci na začetku druge svetovne vojne reagirajo, tako pač reagirajo. Kaj tudi oni so, tako kot Balti, pa tako kot Poljska, žrtev sporazuma med Ribbentropom in Molotovom in po razdelitvi interesnih sfer v tajnem mandatu, v tem sporazumu, vzhodna Poljska pripade Sovjetski zvezi.
In kako seveda Dolfe s svojimi fanti koraka 1. septembra 1939 v zahodno Poljsko in si vzame svoj del, si po 17. septembra 1939 tudi Joe vzame svoj del. In s tem delom vzame tudi zahodno Ukrajino. Razen Zakarpatje pripade Madžarski, Bukovina pa je razdeljena med Romunijo in Sovjetsko zvezo. Seveda, uradna sovjetska televizija potem govori o tem, da je končno prišlo do združitve vseh Ukrajincev v eni republiki. Zahodni Ukrajinci pa ravno niso bili preveč navdušeni nad spremembo oblasti. Zato dejansko, ko se pojavijo Dolfetovi fantje, leta 1941, je marsikdo na zahodu Ukrajine navdušen. In seveda, ne samo, da je navdušen, ampak naredijo tisto, kar so Ukrajinci že znali v kritičnih trenutkih svoje zgodovine, spravijo se tudi na nič hudega stotečega tretjega, to pa so v Ukrajini od 16. let naprej Judije. Ukrajina je država, pa dežela, verjetno z enim najvišjih odstotkov Judov v Evropi. In dejansko Ukrajinci od začetka vsaj pridno sodelujejo tudi pri uničevanju judovskega prebivalstva. Seveda so hitro razočarani, ker Švabi ne sprejmejo njihove ponujene roke, tudi ne morejo sprejeti, zato ker tako kot je recimo če Stalina vodila razredna ideologija, vodi naciste na koncu vedno rasna ideologija in po rasni ideologiji so Slovani pač smeti in smetmi se ne sodeluje, tudi če bi to prinašalo korist. Zato Ukrajinci hitro ugotovijo, da jim Švabi ne bodo dali samostojnosti, ki so jo njih pričakovali. Kljub temu pa ti dogodki iz druge svetovne vojne pustijo določen slab priokus na celotnem ukrajinskem narodnem gibanju do danes. Tu je potem temelj ruske, te današnje ruske propagande, ki slika Ruse kot tiste, ki se še danes borijo z nacizmom, Ukrajinice pa kot današnje naciste. Je pa seveda resnica, Ukrajina je največja sovjetska republika, ki je skoraj v celoti okupirana od Nemcev med drugo svetovno vojno in veliko več Ukrajincev pade v enotah Rdeče armade kot v kakršnikoli drugi, torej tudi morebitni tako imenovani kolaborantski enoti. In vse zadnje, če bi že to, kar Rusi vedno poudarjajo, svoj velik prispevek k zmagi nad nacizmom, potem je seveda velik delež tega prispevka so nosili Ukrajinci, ki so se borili proti nacizmu. No, zdaj, seveda po drugi svetovni vojni se vsa Ukrajina znajde spet pod sovjetsko peto, nadaljuje se politika rusifikacije, ki pač utrdi položaj ruskega jezika, tako da pravzaprav ukrajinščina in zlasti solidno znanje ukrajinščine je res omejeno samo na ta skrajni zahodni del, ki do leta 1939 ni bil v sklopu Sovjetske zveze. Vse pa so dogodke v ruščini. V Kijevu, ki je center ukrajinstva in tudi ukrajinske narodne zavesti, je na štantih med 90 in 95% časopisov v ruščini, ne v ukrajinščini. In zdaj, veliko se je govorilo o tem, da
hoče sedanja ukrajinska vlada uničiti ruski jezik ali pa zatreti ruski jezik. To, da ruščina ni uradni jezik v Ukrajini, ni ukrep, ki je naperjen proti ruščini, ampak je ukrep, ki je namenjen varovanju ukrajinščine. Ker če bi ob dejanski premoči, ki jo ruščina ima v vsakdanjem življenju, uživala še posebno zaščito, potem bi se seveda ukrajinščina v velikem delu države preprosto poslovila. To se je zgodilo v Belorusiji, kjer je sicer položaj beloruskega jezika bil že prej bistveno slabši od položaja ukrajinščine, ampak leta 1989 so kot edini uradni jezik v Belorusiji uvedli beloruščino. Leta 1995 je predsednik, slavni predsednik Aleksandr Lukašenka, tudi veliki hokejist, je celo uspel spraviti svetovno hokejsko prvenstvo v Belorusijo, je seveda sam tudi ni znal belorusko, zato je leta 1995 spet izenačil ruščino beloruščino in leta 1995 je 80% otrok se izobraževalo v beloruskih šolah. Danes je ta odstotek 7%, ker je seveda premoč ruščine tako velika. In to bi se tudi v velikem delu Ukrajine zgodilo, če ne bi država posebej ščitila ukrajinščine. Torej, leta 1991 potem Ukrajina osamosvoji na valu razpadanja Sovjetske zveze. Tu imamo rezultate referenduma o ukrajinski neodvisnosti. Zdaj je podoben v Sloveniji, 90% je bilo za samostojnost, vidite tu na skrajnem zahodu, ki je bil nekoč pod Poljsko, procenti med 95 in 98, ampak tudi recimo v Odesi, pa nikoli ni bila pod Poljsko, je bil rezultat 85%. Edina izjema je bil Krim, pa še tu je bila tesna večina, to je 54% na celem polotoku in pa 57% v glavnem, oziroma v ločenem mestu Sevastopol, je bil za samostojno Ukrajino. No, zelo povedni so pa potem rezultati predsedniških volitev, da se vidite, kako se pa dobro res Ukrajinci težko med sabo razumejo. Leta 1991 je zadeva bila še dokaj enotna, torej zmagal je Leonid Kravčuk, ki je bil pač stari komunistični partijski visjak, vendar je bil redkih partijskih nomenklatur, ki je znal dobro ukrajinsko, zato je zmagoval praktično po vsej Ukrajini. Edino, tisto na skrajnem zahodu, je zmagal zahodni Ukrajinec, torej kandidat ukrajinskih nacionalistov Vjačeslav Čornovil. Zelo drugačna je bila pa slika že na naslednjih predsedniških volitev leta 1994, ko sta se ta isti Kravčuk in pa njegov protikandidat in nekdanji predsednik vlade Leonid Kučma spopadla za predsedniški položaj. Kučma je nasploh verjetno tisti človek, ki je najbolj zaznamoval Ukrajino v njeni samostojnosti, torej postal je predsednik po zaslugi tega, da so ga množično podprli na vzhodu. In takrat se pravzaprav izriše ta jasna ločnica med vzhodom in zahodom. Vidite, Kravčuk dobi v Lvivski oblasti 95% glasov, Kučma dobi v Luhansku 88% glasov, na Krimu 90% glasov. In ker ima vzhod seveda bistveno bolj poseljen, je na koncu zmagal z 52% glasov. Kučma je bil direktor enega tipičnega velikega sovjetskega podjetja, mogoče tako oddaleč je bil podoben Zoranu Jankoviču, ampak ni podobnost posebej velika. In
Njegova je zasluga, da so pravzaprav glavno besedo v Ukrajini vse do danes obdržali tako imenovani tajkuni ali, kot jim pravijo v Rusiji in Ukrajini, Belorusiji, oligarhi. Značilno za te oligarhe je, da so poceni pokupili te velike sovjetske kolose in v Ukrajini so imeli še posebej donosen način, da so obogateli. Namreč čez Ukrajino teče v Evropo ruski zemeljski plin in ti oligarhi so seveda pač del tega zemeljskega plina kanalizirali k sebi in ga potem prodajali pod mizo in si s tem zagotovili veliko premoženje. Med drugim je na način obogatela tudi neka spočetka še precej neznana ženska po imenu Julija Timošenko, za katero ste verjetno že slišali, ki je bila desna roka prvega Kučmovega ministrskega predsednika Pavla Lazarenka. Seveda so potem oligarhi, ker smo zdaj bili v demokraciji, so začeli na veliko ustanavljati stranke in podobno kot deloma tudi v Sloveniji, seveda ime stranke ni imelo kaj dosti veze z njeno vsebino. Tako so recimo ustanovili ti oligarhi socialdemokratsko stranko Ukrajine, pa stranko dela, čeprav v njej ni bilo nobenega delavca, ali pa liberalno-demokratsko stranko in tako dalje. No in ko vidite tudi leta 1998, ko so Ukrajinci volili parlament, jasno prevladuje po vsej Ukrajini ena barva, to je rdeča, se pravi, tu je zmagovala komunistična partija Ukrajine, povsod praktično razen spet na zahodu države, kjer so bili najmočnejši ukrajinski nacionalisti. No, to se je pa spremenilo, ko je prišlo do spora med Kučmo in Julijo Timošenko in še enim drugim politikom, to je bil pa Viktor Juščenko, ki je najbolj znan kot Scarface, ker naj bi na njega izvedli atentat in mu je zmaličilo, zastopitev mu je zmaličilo obraz. In tudi Julija Timošenko je zapustila Leonida Kučmo. In v čem je zdaj razlika med prejšnjim zemljevidom, glede na to, ki je seveda bila meja rdeče barve, in tem zemljevidom, ki prikazuje rezultat predsedniške volitve leta 2004. Razlika je v tem, da se je zdaj praktično meja podpore Viktorja Juščenka prestavila praktično do meje nekdanje polsko-litovske države. S tem je razdelitev, ki še danes obstaja. To je tisto, kar je včasih bilo pod Polsko, je zdaj ukrajinsko nacionalno, tisto, kar je ni bilo pod Polsko, je bolj naklonjeno Rusom. Ta delitev je ostala vse do danes. Praktično, če pogledate, leta 2004 je torej zmagal Juščenko, leta 2010 je zmagal Janukovič, ta kandidat, ki so ga Rusi podpirali, ampak kot vidite, se barve praktično niso spremenile, se pravi zahodni in srednji del je bil naklonjen Juliji Timošenko, vzhodni del in pa jug, tisti jug, ki ni nikoli bil pod Polsko, pa se Krim je pa navijal za Janukoviča. In to je praktično bistvo ukrajinske sestavljanke, da se lahko na podlagi zgodovine, skoraj natančno tudi današnja politična, nacionalna, kulturna
usmerjenost prebivalstva na povest. In seveda, ali lahko taka država ostane skupaj, oziroma ali se bo razvoj ukrajinskega naroda pač razvijal v tej smeri, da bo uspel integrirati oboje, je veliko vprašanje. Predvsem pa se zdaj kaže, da tudi ukrajinska revolucija ni mogla preko premoči tajkunov oziroma oligarhov, ker je vsaj na vzhodu še vedno odvisna od tega, kar je kateri oligarh rekel. Zdaj sem bil že tako predolg, pa videti še veliko stvari lahko povedal, ampak mislim, da se je čas iztekel. Najlepša, hvala profesor Mavarev za to res izčrpno predavanje, ki ga je povedal tako rekoč povsem na izust, kar je vredno z moje strani vsega občudovanja. Zdaj pa čas za vprašanja. Kakšna so se vam mogoče porodila. Ne zanimamo več veliko časa, ampak za vprašanje potrebno čas. Izvoli. Kolega. Prvo zanimam, če vi mislite, da je to bolj najbolj pametno, pač država razvili na pol, na neko konfederacijo, da grejo pač nekaj drugega, no? Da bo lažje koeksistirati, no? Zobivali vse kot vzhodnjaki in vzhodnjaki. Ja, torej, Krim, kot vsi vemo, je de facto za Ukrajino že izgubljen. Zdaj, verjetno je res federacija najboljša rešitev. Zdaj, v kateri obliki to še o tem ni dogovora. Praktično vsi predsedniki do zdaj se govorijo o tem, da bi bilo nujno federalizirati, ampak ker ima ukrajinski predsednik toliko pristojnosti, se o tem, ko so začeli greti stolček, so na to pozabili, smisli, da bo že sami vse obvladali. Zdaj, seveda je težava tudi gospodarska neenakost obeh delov, kljub temu, da je center ukrajinstva na zahodu in srednjem delu, pa večino bruto domačega proizvoda ustvari vzhod, se pravi, z tega vidika je odcepitev vzhoda tudi gospodarska katastrofa. In seveda po drugi strani verjetno v federaciji nevarnost, tako kot zdaj v Belgiji, da bi potem imeli vzhodnjaki še bolj kot zdaj občutek, da jih Zahod molze, da hoče v Jugoslaviji, so zadnje poznamne zgodbe z nerazvitim. Ampak jaz mislim, da brez korakov v neko smer federacije je prihodnost negotovo, oziroma vsakih toliko let prihajajo do konfliktov, ker seveda bo tako Rusija kot evropske države pa ZDA bodo pridno pomagale pri razplantevanju teh spopadov. Še kakšno? Profesor, jaz sem zdaj bral v nekem članku, mislim, da bilo na BBC objavljeno. Kako vi gledate na ta paradoks, če je seveda resničen, da medtem, ko recimo Putin obtožuje ukrajinske nacije in fašiste, ne vem kakšnim zločinom, da v istem dihu vse evropske, bom rekel, ne fašistične, ampak ultradesničarske stranke podpirajo Putina. Jaz sem celo slišal, da bi ne predstavniki, ne vem, Fronta nacionale, pa Zlata Zora, pa Jobbika šli na Krim in aplaudirali Putinovo govoru. Zdaj, kako gledate na to? Ja, to je res, se pravi, Putin je uspel združiti evropsko, če rečemo, skrajno levico in ne samo skrajno, tudi dobršen del mainstream desnice. Zdaj, razlogi za to so, seveda pa ne skrajni za levico, je Putin privlačen zato, ker
oni pač upajo, da bo uspel ohraniti ta polsovjetski gospodarski model, ki recimo deluje z rusko pomočjo v Belorusiji, ne, se pravi, tam so gospodarske strukture še precej podobne sovjetskim in zadeva funkcionira, to je treba priznati, ne, to je recimo, ko sem bil v Belorusiji, to je največjih presenečenj v življenju, da se predstavlja ko sivo, socialistično državo, pa to Belorusija ni, ampak kljub temu je gospodarstvo popolnoma državno nadzorovano. Po mojem Rusija vseeno ni Belorusija, ampak je tudi tam seveda ta model državnega kapitalizma. To je torej zaradi tega je privlačen Putin za levico, z desnico pa je privlačen zaradi svoje... Dobro, to je en vidik, ne, recimo, ja, to so recimo sploh nekateri katoliki, ki so na to padajo, ne, da ima nekdo iluzijo absolutne moči, ker demokracija je bedna, demokracija je kaotična, demokracija je anarhična, tam lahko pride na oblast tudi neki fič-firič, imam neko absolutno oblast, je pač cool. To je to, ampak druga stvar, s katero zdaj trenutno pridobiva točke, pa je njegov konzervativni program na socialnem področju. Se pravi, on poudarja družino, nasprotuje gejem, prepoveduje gejsko propagando, ne sme se preklinjati v javnosti. In to je pač desničarjem imponira. Ampak pri tem seveda pozabljajo, desničarji pozabljajo na to, da je Putin po svoji formi mentis najprej in predvsem je on oficir oziroma nižji oficir KGB-ja. Torej je njegov temeljni program sovjetskega nekega nacional-korporativizma. Medtem ko pa levičari pa ne vidijo pač tega, da Rusija seveda še je zelo daleč od kakve socialistične družbe. Zaradi tega se pač to dvoje povezuje. In nič čudnega potem ni, da tudi v sami Rusiji nekako sobiva to uradno poveličevanje sovjetske preteklosti in te sovjetske različice antifašizma, po drugi strani pa neonacistična scena tudi v Rusiji cveti. So imeli nek marš za Peterburgu, ne? Tako recimo, za 1. maj. Tako da dejansko Putin je pač uspel nekako na to sovjetsko osnovo je pa uspel prilepiti nekatere tradicije carske Rusije. Potem je bil uspešen, seveda pa je bistvena stvar pri tem, da je Rusija naftna ekonomija in dokler je cena nafte visoka, potem lahko se Putin naslanja vse na relativno dobre gospodarske rezultate, ki jih pa recimo ni imel Jelcin in takratni liberalni kapitalizm, ta faza liberalnega kapitalizma v Rusiji v 90-ih letih. In tudi to je en od virov Putinovega uspeha, to je tako vedno pokaže, poglejte, kaj se nam je zgodilo, ko smo imeli demokracijo. Takrat je pa dejansko so prvi vse pokrali, drugič pa je bilo gospodarstvo na psu. Jaz se vprašam še. Seveda ste v prvi vrsti zgodovinar in ne futurolog, ampak bi mogoče lahko glede na sedanje politične kazalce približno napovedali potek dogodkov, razvoj dogodkov v Ukrajini, oziroma poslušamo gledati ta razvoj v naslednjih letu, dveh. Ja, to je res bolj naloga za futurologa, ampak jaz mislim tako, torej ključni datum je seveda 25. maj, pa ne znam, da je to Tito rojstni dan, ne dan mladosti, ampak zato, ker je to dan, ko so v Ukrajini predsedniške volitve. Če predsedniške volitve uspejo, potem Rusi izgubijo svoj kronski argument, ki dejansko do neke mere
Ga je možno celo razumeti namreč to, da je sedanja ukrajinska oblast nelegitimna, ker dejansko je pač način odstavljanja Janukoviča bil vsaj deloma ustavno sporen lahko. Sicer je bila dejansko nezaupnica v parlamentu z dvotretinsko večino, vendar je ustava namerno bila napisana tako, da so možne različne interpretacije. Torej, ta argument odpade in s tem pravzaprav tudi neki razlog za morebitno rusko neposredno intervencijo. Do pred 3 tednov je kazalo, da bo Rusija naredila vse teh volitev ne bi uspeli izpeljati. Potem je Putin čudežno si premislil in rekel, da so te volitve korak v pravo smer. Tudi sam menim, da bo Rusija raje prešla na tisto, kar dobro zna, namreč na posredni vpliv na Ukrajino. To pa je na vsezadnje do neke mere že uspelo, kajti sadovi tistega pozitivnega toka majdanske revolucije, ki ga seveda niso začeli ne skrajni nacionalisti, nekaki neonacisti, ampak je v bistvu ta revolucija išla z leve, ali pa vsej od liberalno usmerjenih krogov. Namreč teh sadov zdaj ni. Tisto, kar je bistveno, kar bi se moralo v Ukrajini zgoditi, je, da se prekine monopol oligarhov. To se ni zgodilo, ker bo eden od sicernih tako imenih mini oligarhov, Petro Porošenko, tako imeni čokoladni kralj, postal očitno predsednik Ukrajine. Če pogledate tudi, kdo kandidira za predsednika Ukrajine na teh predsedniških volitvah, so to same stare face, ki so vsi začeli kariero že globoko v času predsednika Kučme, torej Julija Timošenko, potem Sergij Tihipko, ki je prav tako iz njenega klana, iz Dmitropetrovska, ostali pa praktično večjih možnosti. Nimajo, zelo značilno je, da je odstopil od predsedniške kandidature Vitalij Kličko, ki je pravzaprav bil najbolj prepoznaven politični obraz protestov na Majdanu. Spravi, tu mislim, da je Rusija dosegla svoj cilj. Dejansko se kaj bistvenega tudi po tem volitvah in tudi po tej revoluciji in tudi po tem številu mrtvih ne bo spremenilo, še vedno bo lahko imela v Ukrajini svoj vpliv. Edino, kar je mogoče zdaj drugače, Putin je prišel na žmah in mogoče mu to več ni dovolj. Ampak je pa seveda po drugi strani tudi prekanjen politik in glede na to, da je Krim uspel spraviti v žep in da za tega praktično ni človeka, ki bi to lahko spremenil, je to že kar lep uspeh. Seveda pa je svoje žalostno, da je dal ob tej priložnosti v Rusiji skovati jubilejni kovanec, ki, če ga dolgo pogledate, zelo spominja na tistega, ki ga je dal neki Adolf Hitler leta 1938 skovat, ko je priključil Sudete k nemškemu raju. Tako da, jaz mislim, da vojaškega spopada najbolj ne bo vega, pa Rusija obdržala. Jaz sem še eno samo. Profesor, kaj mislite, smo zdaj oziroma bomo zdaj prišli v obdobje nove hladne vojne, oziroma bolj nove stare hladne vojne in pa temu povezano vprašanje, kdo bo, če bo sploh kdo odstavil vladota, oziroma kako se bo njegova vladavina končala. Kaj ima zdaj ta ukrajinska kriza za napovedati za Evropo oziroma za svet? Ja, to je očitno, da je vlada do neke mere zdaj sam ustavo pomije, je pa res zelo nepredvidljiv. Zdaj, tisto, kar je zanj dolgoročno seveda nevarno, je, da se je Evropa zavedala, da je od njega preveč odvisna od njegovih energentov. In zdaj vse v prvi fazi bo in iskanje nekih
nadomestkov, ampak jaz mislim, da ko bo se ta kriza malo odmaknila, da na vse zadnje, če pogledate današnjo naslovnico BBC-ja v Ukrajini, ni več ravno v tisti prvi vrsti novic, da se bo to tudi umirilo in bo vlado počakal na naslednjo priložnost. Do zdaj je beležal, pa so te Rusi že beležili dejansko same uspehe. Recimo samo pod vlado vladavino, vemo, da po vojni v Gruziji mu je uspelo spraviti že približno vse Abhazije, že prej so Rusi pokopsali Pridnesterje, Krim in zdaj verjetno presodo, da ima za 6 let dovolj. Spravi, tudi velikim evropskim državam nekako ni v interesu, da bi napenjali dolg, tako da kot zdaj kaže ravno neke high-scale hladne vojne ne bo. Se bodo pa te take krize sporadično pojavljali. Glavna težava je, da je položaj rusko govorečih pa dejansko bistveno slabši kot v Ukrajini, v Latviji in Estoniji, ki sta pa v zvezi NATO. Zdaj, če sami izpeljete, kaj lahko iz tega sledi. Ampak mogoče je celo Ruse ta perspektiva zaenkrat malo prestrašna, kot pa je zadovoljni s tem, kar so si zelo na lahek način videli, ker žrtve pri osvajanju Krima so bile pa res minimalne. In to lahko celo kaže, da je v prihodnosti kot humano priključitev. Predvsem pa je, kot sem rekel, dejansko jim je uspelo izničiti večino pridobitev, če so sploh bile take pridobitve te ukrajinske revolucije, ker takoj, ko mora stopiti v spredje obramba obstoja države kot take, potem seveda demokratizacija izvisi se tak primer v zgodovini nič koliko. In če kaj se potem to dosegli, je to mogoče samo njihov večji uspeh. So se priključili Krimu. Še kakšno vprašanje? Če ne, ja, seveda. Jaz bi tu omenila mogoče še zraven Američane, ki se mi zdi, da so tu bili zmagovalci v tem konfliktu. Uspeli si skregati Ukrajino in Rusijo, še bolj kot so bile, skregati Evropo in Rusijo, še bolj kot so bile. Oni si pa lepo polnijo žepe in pošiljajo svoje ljudi za direktorje firm, plinskih, naftnih in podobno. Ja, mislim, da je možen ta pogled, čeprav jaz mislim, da zdaj za ta ukrajinsko-ruski spor krivi do prvosti Američane je vseeno krivično, vse z mojega vidika, ker pač enostavno problem v tem odnosu je problem, da Rusi mislijo, da so Ukrajinci Rusi in da je Ukrajina Rusija. Tu kakega velikega potencijala pravzaprav za dialog ni. Seveda, kar se tiče pa konflikta med Rusijo in Evropo, tu pa gotovo, da Američani imajo tega koristja. Nekaj, kar se tiče spora med Rusijo in Ukrajino, pa mislim, da niso oni glavni akteri. Ampak pač enostavno gre za to vprašanje, ki sem ga omenil na začetku, ali jemlje kdo Ukrajince kot samostojen narod, ali pa jih ne jemlje, in Rusi se pogumno gibajo v tem, da Ukrajina umetni pojem. Pač potem seveda ne more biti govorov, kar tem enako vrede. Hvala Luciji vseeno za opasko na mestu, profesor pa za vsa res podrobno odgovorjena vprašanja. Lucija pa